Včeraj smo govorili, da je za prejem odrešenja potrebno spreobrnenje, se pravi obrat stran od svojih grehov, spreobrnenje, priznanje grehov, kesanje in Božje odpuščanje. Je pa še ena pomembna stvar, ki je potrebna za prejem odrešenja, zato da si sposoben sprejeti Božjo milost odrešenja, to je notranje ozdravljenje, osvoboditev. Kaj mislimo tu? Grehi, čisto preprosto, niso edina stvar, ki nas obremenjuje. Nas obremenjujejo tudi razne rane, ki smo jih prejeli v življenju in ki nas ovirajo, da bi res prav poleteli. Človek, ki je zatolčen od raznih ran, ne more prav prejeti Božje milosti. Tudi Sveti Duh nima kam, da bi ga napolnjeval. Večkrat je v Svetem pismu polnost daru Svetega Duha. Kaj je torej potrebno napraviti, ko gre za rane? In za kakšne rane gre? Najprej bi omenil rodovne obremenitve. Rane kot podedovanost od prednikov. Poudarjam rane. Zavedati se moramo, da grehi se ne prenašajo kot odgovornost, kot osebna odgovornost. To nikakor ne. Bi bilo krivično. To mi jasno razumel tudi v Svetem pismu, je jasno rečeno, da se odgovornost za grehe ne prenaša na potomce. Ampak obremenitve pa so tu. In to še kakšne. Kot eksorcist imam veliko opraviti z ljudmi, ki mnogokrat niti ne vedo, zakaj ne morejo živeti, zakaj so polni problemov, zamorjenosti, tako rekoč duhovne, duševne invalidnosti. Pa samo slutijo, da je to zaradi obremenitev strani prednikov. Včasih pa sploh ne vedo. Tu je več stvari, ki jih je potrebno omeniti. Rodovne obremenitve so večplastne, jasno. Včasih imam opravka z hudimi primeri, ko gre za ljudi, ki so potomci zločincev. Recimo revolucionarno nasilje na Slovenskem in drugje po svetu. Revolucionarno nasilje komunizma in konec koncev tudi drugih ideologij, to je vedno spremljeno z divjanjem in zločini mučenja, namenskega mučenja, tudi otrok, ubijanja, mrcvarjenja, posiljevanja in vsega mogočega. Tega je bilo v naši revoluciji, kolikor hočeš, pri Hrvatih tudi strani ustašev. To je bil del njihovega načina delovanja, med drugim zastrašiti ljudi in dali so si duška svoji divjosti, ker so rekli, saj Boga ni, torej delajmo, kar hočemo. Kakorkoli že, ko imamo pravka s takšnimi ljudmi, potomci takšnih zločincev, je velikokrat tako, da oni ne vedo, kaj so predniki počeli, saj se ti ljudje potem, ko so se vrnili v normalno življenje, niso hvalili s tem, kaj so delali med vojno ali takoj po vojni, ti množični poboji in mučenja in tako dalje. In zato mnogokrat zlasti vnuki sploh ne vedo, zakaj je šlo, pa dobimo podrobnosti v molitvah, v karizmatičnih molitvah, ko se jasno vidijo vzroki, včasih zelo plastično, o mučenih. In potem je potrebno to izročiti Bogu. Potomci, ki trpijo, duhovno trpijo, psihično trpijo zaradi grehov svojih prednikov,
morajo to izročiti Bogu in ga prositi odpuščanja. Če se predniki niso res skesali ali nikoli sploh kesali, priznali svojih zločinov, je potrebno, da potem potomci, če imajo voljo, to napravijo namesto njih. O Bog, kesam se zaradi grehov svojih prednikov. Žal mi je, da si bil tako hudo žaljen strani mojih prednikov. Prosim, odpusti, da ti zamaše za zadoščenje. In potem se dogajajo čudovite stvari, da je človek osvobojen od tega. Čudovito osvobojen. Ampak nekaj pa potrebno napraviti. Res se iskreno kesati in prositi odpuščanja tudi v imenu prednikov. To so rodovnih obremenitev, to niso samo seveda razni takšni divji zločini v času vojne ali kmalu po vojni. Lahko so tudi kakšne grde prevare med predniki. Razdrte obljube, poroke, kar je lahko bilo tragično, prevare pri dedovanju in tako dalje. Včasih so se poigrali s kakšnim človekom, ga prevarali, pa je potem ta človek preklel vse rodove. Žrtev se je maščevala na ta način, da mu je preklela družino in potomce. Vedeti moramo, Svetopismo jasno govori o prekletstvih. Prekletstva so v Svetem pismu omenjena 230-krat, blagoslovi pa 410-krat. Skratka, dejanja vplivajo tudi na potomce. In prekletstva, kakor pravi že v drugi Božji zapovedi, Bog po Mojzesu, prekletstva pridejo do 3., 4. kolena, blagoslovi pa do 1000. rodu. S to razliko. Skratka, tu se ne prenaša greh, odgovornost za greh, ampak obremenitev. Neko prekletstvo, ki mu je treba zadostiti. Tisti potomci, ki trpijo zaradi tega, morajo pač moliti, da pride do zadoščenja. In to je velik blagoslov zanje. Še posebej, kadar ne vedo, kaj se je sploh dogajalo. To so torej rodovne obremenitve. Potem so pa še obremenitve, ki smo jih sami doživeli v svojem otroštvu, recimo v svojem življenju, še posebej nas zaznamujejo travme iz otroštva. Nekateri otroci niso bili ljubljeni, so z njimi grdo delali, so doživeli razne šoke, strahove, tudi pretepanja, mučanja, se veste, vse mogoče je bilo. Pijanstva med starši. Se spomnim enkrat ene mlade žene, mlade matere, ki je šel zakon narazen. Prišla je k meni, da bi ga še rešila, zaradi tega, ker ni bila sposobna normalnih odnosov, ne v zakonu, ne do svojega otroka. In smo ugotovili, zaradi lastnega otroštva. Doživljala je grozne stvari. Gledala starše, kako sta se pretepala v pijanosti. Brisala kri, otrok 5 let je moral brisati kri za staršema, ki sta se mrcvarila do krvi. In to so takšne rane, to so takšne obremenitve. In potem smo molili, reakcije so bile hude, tako kot skoraj kot da bi bilo kakšen okultizem. Veste, drugače so pri okultizmu najhujše reakcije. Tulila je, dobesedno, pri molitvi. In ko sem jo, nikamor ni šlo, kar tulila je še naprej. Ko smo molili, pa spet molili, je še kar tulila. Nikamor ni šlo. Nismo mogli izgnati zlih duhov, ki se lepijo na rane. Veste, rane so njega. To ni od Boga. Vedno je to zlo in na to se lepijo. Ampak, da ne grejo stran, mora biti nek vzrok. In tu je bil vzrok
neodpuščanje. Si mu vprašal, pa ste odpustili staršem? A to pa ne, in ne bom. Vidite, in ni šlo nikamor. Zavedati se moramo, če imamo kakšne obremenitve iz otroštva, potrebno je odpustiti staršem. Potrebno je odpustiti tudi drugim. Morda so nas zlorabili kakšni drugi ljudje, spolno ali kakorkoli. Potrebno je odpustiti. Pa o tem jutri pri nadaljevanju.